12. maj je mednarodni dan medicinskih sester, ki pa ima v letošnjem letu še večji pomen kot sicer. Ja, v letošnjem letu, prav ste povedala, v letošnjem letu ima zagotovo še večji pomen, ker ne samo, da je tako kot vsako leto 12. maj pač praznik medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic, je letošnje leto še mednarodno leto medicinskih sester in babic. In je tudi letos hkrati 200. obletnica rojstva Florence Nightingale, ki je bila pravzaprav utemeljiteljica ali pa začetnica neke sodobne zdravstvene nege. In prav iz vseh teh razlogov je letošnje leto nekakšno leto medicinskih sester. V vseh pogledih. Na kaj v letošnjem letu medicinske sestre druge opozarjate, ki premalo pogledajo na vse to? Medicinske sestre smo pač del zdravstvenega sistema, to je dejstvo. Dejstvo pa je, ker že tudi kar nekaj časa govorimo, ponavljamo in opozarjamo, da je pomanjkanje medicinskih sester, predvsem v bolnišnicah, izredno veliko. Pričakuje se nekje do leta 2030 oziroma Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da do leta 2030 bo primanjkovalo nekje okrog 9 milijonov medicinskih sester, govorimo o svetovnem merilu. In če govorimo o svetovnem merilu, bo seveda pričakovano pomanjkanje medicinskih sester vedno večje, seveda tudi v Sloveniji. Mi se s tem srečujemo, govorim za našo bolnišnico, se srečujemo zdajle že drugo leto, probamo reševati na različne načine in na to tudi seveda opozarjati. In kakšno je stanje v tem trenutku pri vas? Vaše medicinske sestre vse skozi opozarjajo na prenizko plačo, neugodne delovne pogoje, pretežko delo. Ja, te tri stvari se pač ponavljajo. Dejstvo je, da so delovni pogoji taki, da seveda nekdo, ki je zaposlen v zdravstveni negi v bolnišnici, razen redkih izjem, pa zaradi tega ne pomeni, da niso prav tako obremenjene, pač poteka 24 ur na dan, 7 dni v tednu in seveda vseh 365 dni v letu. Obremenitve so visoke, tukaj treba posebej poudariti, da se tudi populacija stara, da so zahteve pacientov oziroma ne toliko zahteve, kakor pričakovanja pacientov vsak dan višja in prav je, da ta pričakovanja pač izpolnimo. Potem je še cel kup takih dejavnikov, osebni dohodek medicinskih sester, težave pač so s pomanjkanjem kadra, vidikov je pa več. Iskrene čestitke ob tem pomembnem mednarodnem dnevu in pa veliko energije še za naprej. Najlepša hvala bom sporočila kolegicam in kolegom naprej.